Dobrodošli v Ljubljano, Luvigano, Lajbahemono. Zelena prestolnica Evrope. Ljubljana je tudi mesto, kjer se človek nauči strpnosti. Ljubljanica je reka sedmerih imen. In vsaj 7 koles, ki jih letno potegnejo ven. 9. novembra 1989 je padel Berlinski zid. 10. septembra 1993 pa so padli zidovi na Metelkovi in takratna mladež je stavbe zaskvotala. Preverila bova, kakšna je bila scena v preteklosti in kakšna je situacija danes. Ampak najprej se morava zmeniti, kdo bo šel v preteklost. Že vem, tisti, ki bo prvi dol iz stolpa. Ja, dobila sva se v lezbični knjižnici in arhivu. Spet lezbična je samo po nazivu. Nastala je kot odziv na to, da se pravzaprav homoseksualne literature v Sloveniji ni dalo dobiti. Pravkar se nahajamo na Metelkovi pred klubom Tiffany in klubom Monokel, tukaj zadnji za nama. Tako da to je nekako taka referenčna točka za LGBT skupnost. Scena v Ljubljani je bila vezana na ostale subkulture, se pravi, je uporabljala ostale subkulturne prostore, kot recimo Disco FAV, K4, kjer so nastale legendarne Roza nedelje. Potem pa so obstajali tudi drugi prostori, ki so bili začasni ali občasni, ampak zelo kultni, kot recimo pri Amerikancu. Potem imamo pa še v Ljubljani kakšne barčke, kot je Pritličje. Mislim, da mogoče najbolj ključen bend, oziroma bend, ki je najbolj povzel samo sceno, ki se je umestil v tudi ta provokativni del same tematike homoseksualnosti. Namreč to je v 80-ih bila zelo šok tema. So bili Burgezija. Seveda tudi Laibach, ta ikonografija, sama te provokacije. Ene besede se še zmeraj ohranjajo. Recimo, kot mlad gej še v osnovni šoli sem recimo se zelo rad delal bolj možatga, ne? Pa ti lahko kakšen gej reče, lej, ta je pa moška, ne? Vsi ti izrazi so mogoče malo zastareli v današnjem času, imajo pa zelo veliko zgodovinsko pa kulturno vrednost. Nastali so namreč kot odziv na nasilje. Stojimo pred famoznim klubom K4, kjer so se začeli Roza večeri. A daj, no, sem spet dreska odfalila. Ti sam reči, da si bučarka. Taška si hotel reči. Ja, se ne sliši.